Zdaj pa v Cankarjev dom v Ljubljani, kjer že od torka kraljujejo knjige, ki bodo obiskovalce Slovenskega knjižnega sejma do nedelje vabile v svojo družbo. Tudi naš Nejc se vabilu ni mogel upreti. Živo, Nejc, si že preveril, katero knjigo moramo nujno dodati na bralni seznam? Živ Aleš, živ infodromovci, na svoj seznam boste gotovo dodali knjigo Prvotnost poema o ljubezni Ferija Lainščka, ki je prejela priznanje Zlata hruška 2019 za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo. Lainšček prihaja iz Prekmurja, letošnji knjižni sejem pa pisateljem iz te pokrajine posveča posebno pozornost, saj si tudi na ta način želijo počastiti 100. obletnico priključitve Prekmurja k matični domovini. A obraz, ki vabi k obisku sejma, pripada Valentinu Vodniku, enemu izmed najpomembnejših predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem, saj letos mineva 200 let od njegove smrti. Verjamem, da vas bo obisk sejma spodbudil, da v roke vzamete knjigo ali dve. V Sloveniji namreč knjige bere vedno manj ljudi. Redkih bralcev, torej tistih, ki preberejo vsaj 10 knjig letno, je le za vzorec. Zanimivo dejstvo je tudi, da so mladi, ki odraščajo ob knjigah, uspešnejši celo pri matematiki. Med vami pa se povečuje število tudi tistih, ki berete v angleščini. Teh vas je okoli 80%. Nas pa je zanimalo, zakaj. Infogrom. Berem knjige v angleščini, ki so mi pač bolj všeč. Zdi se mi, da so pač boljše, tudi ker niso prevedene, vsebina me tudi privlači, pa naslovi so mi bolj všeč v angleščini. Zdi se mi tudi dobro, da druge jezike znam, pa pol se bolj počutim, ker znam s kakšnim tujcem tudi govoriti. Da recimo, če bi šli kam potovati, da bi pol znali govoriti z drugimi. Naučim se pa tudi veliko več besed, ki jih ne poznam. Lažje si predstavljam knjigo, pa bolj so mi zanimive. V slovenščini mi ni tak. Bolj se v knjigo noter uživim. In tudi, da spoznamo kakšne druge tuje pisatelje recimo in da malo pač obnovimo svoje znanje.